Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Ministrstvo za obrambo javnost pogostokrat razume skozi prizmo NATO, orožja in vojske. V resnici pa ta resor predstavlja širšo državno odpornost. Od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, civilne zaščite, prav tako od požarov do poplav, do različnih drugih ujm in tako naprej in tako nazaj. V tem mandatu je bilo tudi veliko stvari postavljenih na novo, prav tako tudi pospešenih. Od modernizacije, prav tako do sprejemanja pomembnih strateških dokumentov. Prav tako pa so sistem testirale katastrofalne poplave leta 2023, prav tako požari na Krasu leto prej. Danes je z mano minister za obrambo magister Borut Sajovic, s katerim bova govorila o teh temah ter tudi o aktualnih dogodkih v Sloveniji ter po svetu. Gospod minister, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Prijazen dober dan, hvala lepa za povabilo in pa za zanimive uvodne iztočnice in pa napovedi. Drži. Varnost je širok pojem v kombinaciji z odpornostjo, šele potem pride obramba. Sem pa zdi pomembno reči, da je pomembna za vsakega od nas in da seveda varnost ni ne leva, ne desna, je ena sama, naša slovenska, od vseh in od vsakogar. Drži, to se ne bi mogla bolj strinjati z vami. Kako pa ste drugače v teh burnih časih? Pestro, verjetno. Mogoče imamo ljudje, ki smo že malo sivi, neko prednost. Številne od teh, izjemnih ali pa izrednih filmov, dram ali pa nadaljevank smo v življenju že videli, so pač znamenje časa, zato lahko na vse te stvari gledamo z nekim notranjim mirom, s preudarnostjo in pa z dobro namernostjo. Seveda ta trenutek je svet resnično prežet z viharji, z nemiri, ampak ravno ta mirnost v nas in pa vsakega od nas lahko te stvari pomiri, umiri, tako da bo mir na podlagi pogovora in dogovora vrednota za vse še naprej. Drži. Veste kaj, jaz bi vas kar vprašala, ko ste vi prevzeli resor, se pravi, kot veva, oba, Ministrstvo za obrambo nima samo en fokus, to je velik ustroj, ima vojsko, je povezan z Upravo za zaščito in reševanje, s civilno zaščito, prav tako imamo sistem 112, kritično infrastrukturo, mednarodne misije, prav tako potem se ukvarja z kriznimi odzivanji. Dejansko velik ustroj. Ko ste vi prevzeli resor, zagotovo vas ni čakala prazna miza. Kaj so bili prvi vaši občutki, kako ste se lotili sploh sistema? Meni se zdi zelo pomembno reči, da se človek tega izziva, to je bil izziv, pa moram reči, da tudi kar pogumna odločitev, da se ga lotiš z nekim notranjim mirom, s preudarnostjo in da se zaveš, da sonce ni nekaj, kar vzhaja zaradi tebe, ampak da vzhaja zaradi vseh. Hočem reči, da ministrstvo je prav zaradi stvari, ki ste jih naštela in omenila, in temu bi lahko dodala še kaj, ena velika, mogočna ladja, za katero je najbolj pomembno mirno morje in pa stabilnost. Po naravi sem zaupljiv človek in če kje se mi je ob prevzemu tega izziva na ministrstvu obrestovalo, da razmišljam pozitivno in da zaupam ljudem, ki so bili že del ministrstva, Slovenske vojske, sistema zaščite in reševanje pred mano in ga poznajo bistveno bolje od mene kot politika. Moram pa reči, da v tem dobrem letu pa pol čas izjemno hitro teče, da sem se
res veliko naučil, tako da sodelavkam in sodelavcem na vseh nivojih samo iskrena hvala lepa. Zelo lepo. V tem mandatu pa sta se tudi dva pomembna strateška dokumenta sprejela, se pravi srednjeročni obrambni program Republike Slovenije, SOPR, ki ga je vlada sprejela, mislim, da novembra 2025 in pa tudi resolucijo o splošnem dolgoročnem razvoju programa opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Zdaj, SOPR napoveduje praktično enega izmed največjih investicijskih ciklov v modernizacijo vojske. Je seveda usmerjen v nacionalno obrambo in izpopolnjevanje tudi zavez Slovenije v okviru NATO in EU. Je pa tudi prvič omenjen razvoj vesoljskih zmogljivosti na področju obrambe in pa zaščitno-reševalnih potreb. Bi nam lahko morda malček več o tem povedali? Če skušava za gledalke, gledalce, poslušalce, poslušalke predstaviti celoten okvir, začniva v letu 2022, ko je ta vlada prevzela mandat. Jaz moram reči, da so moji predhodniki zadeve v dobro Slovenije izjemno optimistično, obsežno in pa vizionarsko zastavili. Z tega mesta moram reči hvala lepa ministru Šarcu in pa državnemu sekretarju dr. Črnčecu. Drži. Od oktobra lanskega leta, ko sem prišel, smo sprejeli dva strateška dokumenta, pa recimo zdaj pravkar tudi zakon o službi v Slovenski vojski. Čaka nas še do konca mandata strategija odpornosti in pa mogoče, kar ni nepomembno, naše ministrstvo skrbi tudi za veterane slovenske osamosvojitvene in drugih vojn in njihov status bomo še nekoliko izboljšali, nadgradili, uredili, kajti njihovi transferji se že več kot desetletje pa pol ne usklajujejo. Drugače pa v tem 4-letnem obdobju je bilo sprejetih vse skupaj 10 strateških dokumentov za vsa področja vojaške varnosti, obrambe, civilnega dela, tudi sistema zaščite in reševanja. In če je med ljudmi pogovor ali pa pregovor, za nekoga, ki ne ve kam, je vsaka pot prava. Mi smo si pa s tem strateškimi dokumenti zastavili jasne cilje, kaj želimo in bomo dosegli in seveda pot do tja, kako pridemo. Danes so razmere drugačne, kot so bile leta 2022, ampak tisto, kar se je začelo delati leta 2022, je danes izjemnega pomena in pa dragoceno. Mogoče je zdaj to naša prednost, da smo s prenovo sistema začeli, preden je danes v svetu izbruhnil takle neurje ali pa vihar. In to so pomembne stvari. V letošnjem letu junija bomo praznovali 35 let naše lepe države. Nikdar in nikoli v 35 letih za odpornost, varnost te države in obrambo ni bilo narejeno toliko kot do sedaj. Seveda, na eni strani odziv na razmere v svetu, na globalne razmere, na drugi strani pa točna analiza stanja, ki je pokazala odkrito, kje smo šibki, kaj nam manjka. Da je za vojsko, za obrambo premalo denarja, to v tej državi vemo že od osamosvojitve naprej. Če je bil dno dosežen desetletje nazaj, so zdaj stvari res na tistem nivoju, na tistih številkah, ki si jo varnost in odpornost te države zasluži, in da greva nazaj na SOPR, srednjeročni obrambni program od leta 26 do 31 napoveduje in točno opredeljuje,
kakšne so naše potrebe. Potrebe so pa take, kot izvira iz pomanjkljivosti ali pa iz potreb sistema in to delamo, če hočeš nekaj narediti. Pomembna so sredstva, zagotovo. Obrambni izdatki rastejo in bodo po dolgoročni strategiji do 2040 še rasli. Rastejo pa zmerno, preudarno in v skladu z absorpcijskimi sposobnostmi sistema. Ne kupujemo sredstev, tehnike na zalogo. Kupujemo, opremljamo se toliko, kot imamo moštva in ljudi, da se seveda novi tehniki lahko priuči, navadi in da jo kvalitetno uporabljamo. Sredstva omogočajo nakupe. Poglejte, postopek bojnih vozil nakupa bojnih vozil 8x8 je v teku, ne zaradi NATO, ne zaradi obrambnih izdatkov, ampak zato, ker si naša pripadnica in pripadnik zasluži najboljšo maksimalno varnost in pa mobilnost. Slovenija si zasluži tudi kvalitetno zračno obrambo. Časi in razmere v svetu so se spremenile. Rabimo protidronsko obrambo. Zato smo seveda že naročili več sistemov najboljše, najsodobnejše evropske zračne obrambe IRIS-T kratkega in srednjega dosega. Naša vojska se raste in krepi. Zato smo v sistem že uvedli več kot 160 vozil GLTV, Oshkosh, sodobno tehniko. Spartana sta zdaj 2, pristalo je drugo letalo in mogoče prvič deliva za javnost podatek, da Slovenija je naročila 6 helikopterjev, ki so lahko večnamenski in prvi od njih je v eni od sosednjih držav že na traku. Ne da bo, ampak se že dela. Tem 6 srednjim večnamenskim helikopterjem bodo sledili še 4. To so helikopterji, ki jih recimo naše državljanke in državljani vidijo vsak dan. Več kot 700-krat na letu, ko prevažamo bolnike, ko prevažamo inkubatorje, ko prevažamo organe, ko rešujemo v gorah ali pa ko rešujemo v požarih in poplavah. Potrebujemo seveda dodatno tehniko, naročili in dobili smo že 40 sodobnih vozil. Potem šibki smo bili na artilerijski obrambi. Posodobiti je bilo treba kar nekaj tudi poligonov za vajo in recimo zadovoljen sem za obnovo strelišča v Crnem grobu. Naše pripadnice in pripadniki imajo skupaj z civilnimi infrastrukturo, ki je sodobnejša, boljša, predvsem pa je manj vplivov na okolje. In ni lepšega slišati, ko ljudje rečejo, ja, vas spoštujemo, vas cenijo, ponosni smo, da ste hrup ali pa nemir izboljšali. Podobno zgodbo delamo tudi v Apačah, na drugem koncu Slovenije, sodobno strelišče pod zemljo v Kranju in pa tudi v ljubljanski vojašnici in pa izboljšujemo tudi pogoje za delo na Baču in pa seveda tudi na Počku se trudimo, da je vplivo na naše sosede, na kvaliteto njihovega življenja čim manj. Ključni, poleg tehnike, poleg denarja, ampak najpomembnejši so pa ljudje. Že 3. leto smo v sistemu krepitve sistema. Kaj pomeni? Da se v Slovenski vojski zaposli več ljudi, kot jih gre v pokoj. Začetek mandata smo imeli manj kot 100 štipendistov. Danes je številka štipendij v Slovenski vojski za dijake, za študente skoraj 800.
Mi ne izobražujemo in štipendiramo samo za vojaka. Mi izobražujemo za 60 različnih poklicev. Inženirji, tehniki, strojniki, zdravniki, medicinske sestre, elektroniki, kibernetska varnost, Logistika. vse. In okrepili smo tudi pogodbeno rezervo. Številke so že precej preko 1300, tudi v sistemu Slovenske vojske je nekaj 100 pripadnic in pripadnikov več. Tisto, kar me pa kot ministra še najbolj navdušuje, da se nam priključujejo mladi. To pa so tabori Mors in mladi, ne? Ti so zelo Tabori Mors in mladi in pa prostovoljno služenje vojaškega roka ali pa temeljno usposabljanje, perfektne zgodbe. In jaz sem tudi za naprej optimist. Na ministrstvu želimo, kljub temu, da imamo okrog 800 stanovanj, naš stanovanjski fond še povečati. Zato, da bo poklic tistim, ki se odločijo za to, da služijo, da branijo domovino, da bo še bolj ustrezno nagrajen. Ta trenutek so razmere dobre. Državi je uspelo izvesti plačno reformo v javnem sektorju. Še kako se nam pozna, plače so višje tam nekje za do 30%. Naslednja lepa zgodba, zakon o službi v Slovenski vojski. Rešil je številne spore in probleme za 5 let nazaj, da smo obrnili nov list in seveda, če je nekdo na dežurstvu, če je nekdo na čakanju na delo, to pomeni, da služi domovini, služi varnosti, ni v prostem času in vse to mora biti tudi ustrezno vrednoteno. Tako da o teh stvareh lahko govoriva na dolgo in pa na široko. Ja, drži, to vsekakor. Sicer ja, te obrambne izdatke, ki ste jih tudi že prej omenili, so kar najprej razdelili malo to slovensko javnost. Marsikdo se tudi ni strinja, da so to vseeno previsoki izdatki za Slovenijo tako majhno, ampak načeloma smo tudi zavezani ne samo v NATO, ampak na koncu konca gre za našo odpornost in varnost, kot ste že tudi sami potem tudi omenili. Jaz moram del krivde prevzeti tudi nase. Lahko bi ljudem stvari še podrobneje, še bolje predstavili ali pa razložili. Na nek način zaradi viharjev v svetu, pa tudi v naši notranji politiki ni bilo časa, ni bilo možnosti in slabo se mi zdi kdaj, ko se vse te stvari predstavljajo tako brutalno, tako alarmantno. Jaz, ko prebiram te naše novice, si kdaj zamislim, pa sej v tej državi ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Stvari, ki za življenje niso tako pomembne, niso ključne, velikokrat v naših glavah, v srcih, pa tudi v medijskem prostoru dobijo preveč prostora. Drugače pa obrambni izdatki v lanskem letu 2025 smo zaključili tam nekje okrog 2%. Neposredni obrambni izdatki in veliko je šlo v kritično infrastrukturo. Slovenija ima 2 pomembna koridorja, Luka Koper, Ljubljana, pa recimo Hodoš in pa Koper, Ljubljana, letališče Cerklje ob Krki, Zagreb. Na teh koridorjih je bilo v cestno in železniško infrastrukturo vloženih veliko sredstev. To pomeni, da v primeru nepredvidenih dogodkov ti koridorji služijo tudi v obrambi, ampak kaj najpomembnejše, vsak dan bojo te pridobitve služile tudi našim ljudem, ki se vozijo v šolo, ki se vozijo v službo in s tem, kot celotna država, postajamo razvitejši, krepkejši, odpornejši, s tem, ko smo pa odpornejši, smo pa tudi varnejši. Ja, drži, res je tako. In sicer, se strinjam s tem, mislim, da v javnosti morda to ni bilo najbolj dobro, že od samega začetka nekako predstavljeno, da bi si javnost to drugače predstavljala. Dejansko v
razumevanju ljudi je bilo predvsem, da gre to samo in izključno v neko orožje, v nekaj, kar Slovenija v tem času morda niti naj ne bi potrebovala. Ampak, kot je tudi rečeno, tudi v mirnodobnem času je treba vlagati v odpornost, varnost in obrambo, da bomo imeli nekaj, s čimer se bomo lahko branili, če bi, upam, da nikoli prišlo do nečesa takega. Bodva še enkrat jasnejša, od velike vreče obrambnih izdatkov, ki zdaj dosega okrog 2% bruto družbenega proizvoda. Cilj je do leta 2030 doseči 3%, pomeni, da bomo postopoma rasli, postopoma zmerno z 0,2% na leto. Od vse te relativno velike vreče denarja, ki je za letošnje leto planirana tam nekje okrog 1,4 milijarde, gre samo 20% sredstev za neposredno vojaško tehniko. Od tega pa še ena pomembna zgodba. 2% sredstev je namenjenih za znanost in pa izobraževanje. To je izjemno pomembno, izjemno dragoceno, tako kot strategija slovenske obrambne industrije, da kar nekaj te tehnike končno začnemo proizvajati doma. Da bo denar ostal v Sloveniji, v tej državi, in pa kaj mi še pomembno, da kadar bomo rabili vzdrževanje, servisiranje, popravilo te tehnike, da nam bo na dosegu roke. Poznam nekaj pogodb, ko smo v preteklosti kupili imenitno tehniko. Rekel na nek način svetovno špico, ampak rezervne dele dobivamo v letu ali pa še dlje. Tam, kjer je pa vloženo slovensko znanje, tisto, kar smo sami zgradili, bomo znali tudi sami popraviti. In to je tudi, da mogoče malo prihitim, to je tudi naš razmislek pri bojnih kolesnih vozilih 8x8, da osnovni platformi dodamo slovensko nadgradno, slovensko znanje, ravno zato, da sredstva ostanejo doma, da znamo servisirati in vzdrževati. In pa še tretja resnica je, z ukrajinsko-rusko vojno so se razmere na bojiščih konkretno in pa korenito spremenile. Na varnost, ki je prej prihajala ali pa grožnja od nekje drugje, prihaja zdaj večinoma iz zraka, z droni na tako ali drugačno obliko, in temu se prilagajamo, izdelujemo, testiramo, in jaz sem prepričan, da bomo v kratkem tudi uspešni. Vsekakor. Zdaj bi se pa mogoče, ker sva že ravno pri teh domači industriji in vlaganju, navezala na dovoz. Namreč je dovoz, bom rekla, je nek nov strateški ekosistem obrambnega sistema, ki ga je pa ustanovil SDH. Se pravi, cilj je, da dejansko nekako to vlaganje in industrija tudi ostane nekako doma v Sloveniji. Ne? Zdaj, kaj mislite, kaj pomeni to še z vidika neke domače odpornosti, ki se je ta dovoz ustanovil, in kako vidite vi to zgodbo potem tudi naprej? Zdaj, javni poziv interesentom se je zaključil, mislim, da je bilo okoli 162 interesentov, od tega okoli 120 podjetij se je prijavilo, 42 konzorcijev, tako da bom rekla, je to kar nekako zelo povezano z domačo obrambnim varnostnim sistemom. Ja, dovoz ima že zelo pomenljive kratice v imenu, Družba, ki se ukvarja z odpornostjo, varnostjo in pa obrambo. Nekateri so nam učitali, da hitimo. Daleč od tega. Nadoknadili bomo tisto, kar smo v desetletju pa pol zamudili, in to uspešno. Odločitev vlade, države, SDH-ja je bila prava, na mestu. Poglejte, grozd slovenske obrambne industrije, ki je povezoval podjetja,
ki delajo sredstva ali pa tehniko pomembno za obrambo, varnost in odpornost, je v 2 letih zrasel za več kot 100 podjetij. In vso to zgodbo je treba povezati, koordinirati in pa uskladiti. Vsakdo od teh podjetnikov mogoče ne zna vsega, prispeva delček, ampak vsi skupaj pa zmoremo praktično vse in pa veliko. Tako sem vesel te zgodbe, da se razvija, da dobro sodelujemo s slovenskim gospodarstvom, kako lepo, ponosno je bilo biti na celjskem sejmu. Sidek. Ja, Sidek je bil precej razpoznan tudi mednarodno. Da, prvi sejem v zgodovini te države. Prireditev je bila razprodana in res lep občutek, ko tam vidiš številne eksponate, ki prihajajo iz tujine, ob boku slovenskim proizvodom in še enkrat samozavestno, ponižno, pa nič skromno, da smo kje svetovna špica in pa med najboljšimi, recimo simulatorji različnih vrst ali pa tudi te nove oborožitvene postaje, kupole in pa kupica sredstev namenjena gasileriji, civilni zaščiti in pa reševanju je tam prišlo do izraza in veselim se naslednjih prireditev, ki bodo to dodano vrednost še povečali. Sidek se bo ponovil novembra nekako letošnjega leta. Drži. Začetni plan je bil, da bomo sejem imeli vsako drugo leto, Ja. tako kot ga imajo nekatere sosednje države, pa bom povedal, da smo že s prvo sejemsko prireditev nekatere države, ki so večje od nas, takoj prihiteli in odločitev je, da sejem v letošnjem letu, jeseni 2026, ponovimo. Potem ga bomo pa imeli vsako drugo leto, tako da eno leto bo sejem v sosednji Hrvaški, eno leto pa v Sloveniji. Ne nazadnje smo sosedje in pa pomembni zavezniki, pa tudi sodelavci. Ja, se ta sejem, mislim, da je bilo okoli 170 razstavljavcev iz 20 različnih držav, prav tako pa čez 10.000 obiskovalcev, to je ogromno. Da, med njimi ogromno mladih, Ja. ki jih zanima vse, kaj se na tem področju dogaja. Ja, sem ga obiskala, se smo tudi naredili eno kratko reportažo in ko sem se pogovarjala z mladimi, moram reči, da so me kar prijetno presenetili. Tudi že dosti vedo o temu in imeli so tudi konkretna vprašanja, kar se tiče določenih tehnik in tako naprej in tako nazaj. Tako da moram reči, da ta sejem je bil res, glede na to, da je bil sploh prvič in da tako organiziran, da je, bom rekla, ga je slišala širša javnost. Ja. Drži, tudi lokacija Celja se je pokazala kot prava, kot optimalna in naše obiskovalke in obiskovalci so z množičnim obiskom in pa zadovoljstvom dali tisto sporočilo, da je smer, v katero gremo, prava. Zdaj, tale podcast se ravno snema v takšnem času, ko so se začele seveda zopet zaostrovati razmere med ZDA in Grenlandijo, pa me zanima vaše mnenje, kar se tega tiče. Kaj je tisti strateški cilj, ki ga ZDA želi od Grenlandije, oziroma kakšni so vaši pogledi glede tega in seveda tudi glede zaostrovanja oziroma pogojevanja z carinami? Lejte, moram reči, da sem po naravi in po razmisleku optimist in prepričan sem, da se bodo strasti umirile, preprosto se morajo umiriti. Ključna misel naša od vseh mora biti mir, mir, mir. V tem delu Evrope ga imamo že več kot 80 desetletij in več kot 80 desetletij, 80 let in moramo ga ohraniti. Kaj je Grenlandija? Grenlandija je suvereno, neodvisno ozemlje, ki pripada Danski. Grenlandija je pomembna za
Dansko in tudi za zavezništvo. Tako. Jaz sem prepričan, če gre za geostrateško tako pomemben košček v Evropi ali pa točko, ki na nek način povezuje Evropo z Ameriko, da je na njem potrebno okrepiti skupno varnost, varnost vseh in ne samo ene od zavezniških držav. Jaz sem prepričan, da to zmoremo. Ključno sporočilo, ki mu sledi tudi naša zunanja politika, jaz osebno mislim, tudi glavne usmeritve so take, da mora biti fokus našega delovanja na sosednjih državah, ki so vse članice Evropske skupnosti in seveda v Evropi. In kaj je ključno? Da Evropa ostane in postane enotna kot eden. Je prelomen trenutek, zgodovinski trenutek, ker prostora za napake ni veliko in mislim, da bi bila kakršna koli poteza, ki deli evropske države, napačna in pa nespametna. Je pa seveda tudi pogovor, čakamo za čas za pogovor znotraj zavezništva. Zavezništvu je 32 različnih držav in prepričan sem, da bomo z dialogom našli skupen interes in ne morebiti kratkoročne koristi ene same države. Ja, voditelji so nekako tudi napovedali nek miren dialog, preden se začne karkoli bolj eskalirati, posebej, ker se je že tudi omenjala trgovinska bazuka. To je zdaj bilo kar aktualno v javnosti, tudi to, da dejansko Trump nekako dialog oziroma pogovore jemlje kot neko šibkost, kar je Mi, Evropejci, vemo, da je pogovor in dogovor, sporazum tisto, kar vodi naprej. Odziv evropskih voditeljev je bil takojšen, hiter, ustrezen in enoten. Kar se tiče vaj, smo se temu hitro in odločno priključili tudi v Sloveniji. To ni nič novega, ni nič na hitro, nič v paniki. Mi imamo sporazum z Dansko o obrambno-vojaškem sodelovanju že iz leta 1998. Odpornost tega velikega otoka in pa varnost se bo letos krepila z različnimi vajami, z različnimi testi in zato je tudi odločitev Slovenije, da gor pošljemo za začetek 2 častnika pravilna in moram reči, da sem kot minister zadovoljen, da se s tem večinsko strinja praktično vsa slovenska politika, ki vidi dragocenost v enotnosti Evrope in seveda v našem sodelovanju. Ja, zagotovo. Vse to bo še pestro, kar se bo zdaj v tej smeri dogajalo in kako bo Trump tudi odreagiral na dialog Evrope, miren dialog. Ja, ključno se mi zdi zavedanje, da če je bil še leta in pa desetletja nazaj za urejanje stvari ključen mednarodni pravni red, ki ni ločeval med majhnimi, srednjimi in velikimi državami, da je seveda po ukrajinsko-ruski vojni, kjer je duh ušel iz steklenice, zdaj prevladujoč model odločanja v svetu moč, sila, ekonomska moč, sila, tudi vojaška moč in pa seveda gospodarski interes in v interesu Slovenije, malih držav, evropskih držav je seveda enotnost, povezanost in pa spoštovanje mednarodnega pravnega reda. Vsekakor tudi je nevaren precedens, da ena
članica, zaveznica napada drugo zaveznico in da bi z močjo in z ekonomskimi takšnimi in drugačnimi razlogi želela priti do te moči, ki jo hoče. Drži, dobiti. tega izziva v zadnjih 80 letih nismo imeli, Ja. sem pa prepričan, da ga znamo obvladati in pa urediti v smeri sobivanja in pa sožitja, tako znotraj zavezništva, kot pa tudi Evropske unije. Ne nazadnje, se mi zdi, da se Evropejci premalo zavedamo svoje številčnosti, tudi naše ekonomske moči. Seveda imamo kupico izzivov, ampak prepričan sem, da za to varnost v obdobju naslednjih 5 do 10 let lahko poskrbimo učinkovito, močneje, predvsem pa, da bomo še bolj samostojni in pa neodvisni. Kaj pa mislite o obveznem naborništvu? Recimo v Sloveniji se je to, se pravi, ukinilo v letu 2023-2024. Zdaj v Evropi so nekako oblikovani nekako, kako rekla, 3 modeli. Nekatere države naborništva nikoli niso nekako opustile, druge so ga potem zaradi poslabšanja varnostnih razmer zopet uvedle. Nekatere pa ne se vračajo k naborništvu, ampak ne k klasičnemu naborništvu, ampak kot v neko obliko pripravljenosti. In v bistvu je več kot nekega prostovoljnega usposabljanja, močnejše rezerve, civilna odpornost in tako naprej in tako nazaj. To je nekako, bom rekla, nek evropski trend. Kaj mislite, kako bi v Sloveniji, če bi se tega lotili, na kakšen način bi se lahko, oziroma kakšno je vaše mnenje glede tega? Vse drži. Pejva več kot 20 let nazaj. Zakaj smo ukinili naborništvo? Zato, ker sistem ni deloval in ker smo se vsi skupaj odločili, da gremo v ustanovitev in pa oblikovanje poklicne vojske. Bodimo roko na srce, že takrat je bilo izogibanja služenju vojaškega roka veliko. Je bilo omogočeno tudi civilno služenje in tako naprej. Potem so se zaradi sredstev kapacitete v naši vojski drastično zmanjšale. Kje pa smo zdaj? Zdaj smo pokazali ravno s tem sistemom, z mehkim pristopom, da se da tudi brez obveznega služenja vojaškega roka. Jaz moram reči, moje osebno stališče, da braniti domovino, biti pripravljen zakrepiti njeno varnost in odpornost, je čast in ponos. To ne more biti nekaj, kar je sila in prisila. Vsaj v takih razmerah varnostnih v svetu in Evropi, kot jih imamo ta trenutek. Kadar pride do ekskalacij, do kakšnih drugačnih stanj v naši neposredni soseščini, do večjih varnostnih groženj, je treba odreagirati drugače, z vpoklicom, z obvezo. Ampak ta trenutek nismo tam in trdno sem prepričan, da zmoremo miroljuben, dogovoren premislek, da tam nikdar in nikoli ne bomo. Če pa bomo, pa smo in bomo tudi na to pripravljeni. Ta trenutek pa nam mehki pristopi, prostovoljstva, pogodbene rezerve, tako. Dobrih pogojev za delo, dobrih pogojev za nastanitve dajo ustrezne rezultate. Mi smo si v strateških dokumentih zapisali do 10.000 ljudi v rednem sestavu vojske in pa pogodbene rezerve, v drugem dopolnilnem sistemu pa do 30.000. 30.000 je številka do 30.000, ki nekaterim ni bila in nikoli jasna in pa razumljiva. Ampak leta 91 in 90 smo to številko zmogli. In če smo jo zmogli takrat, sem prepričan, da jo zmoremo tudi danes. Seveda pa ne spimo, nismo uspavani, ne ležimo križno rok, dobro
pozorno in skrbno spremljamo, kaj se dogaja v tistih državah v neposredni soseščini, ki imajo obvezno služenje vojaškega roka, kakšni so izzivi, kakšne so težave, ne gre samo za kadrovske, ne gre samo za prostorske, gre tudi za drugačne poglede na svet, za ugovor vesti in vse to se bo slej ko prej združilo v celoto. Zato za ta trenutek, ko smo varna, mirna in stabilna država, ocenjujem, da so sistemi, ki jih imamo, ustrezni, bomo jih pa še nadgradili. Sej tudi v letu 2024 je bila pa vaja Odpornost 24, ko je dejansko so sodelovali civilne službe, lokalne skupnosti, celotna v bistvu državna struktura in tista vaja tudi nekako pokazala, kje smo, kako mi kot država, kot celota dejansko tudi stojimo, kako smo odporni in kako ne. Drži. Leta 90 sem bil star 30 let. Takrat smo še poznali vaje, nič nas ne sme presenetiti. In od takrat, po slovenski osamosvojitveni vojni, pa do lanskega leta takih testov, takih preizkusov nismo imeli. Zato je bila vaja Odpornost 24 izjemno dragocena. Pokazala je, kje smo dobri, pokazala je, kje smo šibki, kaj nam manjka, kaj moramo še nadgraditi. In ravno zato to vajo v letu 26 jeseni tudi ponavljamo. Zato, da krepimo civilni del obrambe, zato, da krepimo kritično infrastrukturo in da se ljudje zavemo, da seveda za varnost v eni državi skrbijo obrambne sile, v vojski, v policiji, da za to skrbijo tisti, ki negujejo in vzdržujejo kritično infrastrukturo povsod, v zdravstvu, bančništvu, javni upravi, na cestah, železnicah, komunali, pri oskrbi z energenti, s pitno vodo, z odpadno vodo, pri pridobivanju hrane in še ključno sporočilo, da varnost in odpornost nista naloga tistih tam, nista naloga ministra, vojske, ne, to je naloga vsakega od nas v življenju in v področju, katerega je. Če bo vsak od nas prispeval kanček v to imenitno pogačo, vsakdo en zrne, potem nam bo bistveno lažje in bomo še bolje pripravljeni, če izbijejo kakšni nepriljubljeni dogodki, pa ob teh dogodkih ne govorimo mi samo o vojnah. Ne? Ja, Poglejte, vremenske spremembe ne da bodo. Vremenske spremembe so tu. Julij 2022, največji požari v zgodovini te države. Avgust 23, največje poplave. In iz vseh teh situacij smo išli enotnejši, složnejši, močnejši. Po požaru na Krasu smo v sistem gasilerije, zaščite in reševanja investirali sredstva v taki višini, ki se tudi do danes povečujejo, in za gasilce, za sistem zaščite in reševanja nobena vlada do sedaj ni namenila toliko, kot namenjamo mi vsi skupaj. Ne zato, ker je to všeč, ampak zato, ker je potrebno in se nam obrestuje. Poglejmo, po Krasu vzpostavlja se enota za gašenje iz zraka. 4 odlična letala, Air Tractorji, kupljeni iz evropskih sredstev. Gasilskim društvom smo povrnili vse stroške. Povečali sredstva v požarnem skladu. Povečali sredstva na razpisih za opremo. Znižali prvič v zgodovini te države davek na dodano vrednost iz 22% na 5%, kar pomeni, da gasilska društva ceneje pridejo do gasilskih vozil. Veste, koliko jih kupimo vsako leto? Koliko?
1333 gasilskih društev v tej državi, ki so organizirana v več kot 121 gasilskih zvez, vsako leto kupi okrog 140 vozil. Potem smo spoštljivi do ljudi, zato tudi davčna olajšava. Davčne olajšave je deležni okrog 25 000 ljudi iz sistema zaščite, reševanja in gasilstva. In pomembno, tudi sveža novica, nismo jo še komunicirali, v mesecu januarju smo podpisali pogodbe za zavarovanje operativnih gasilk in gasilcev, takrat, kadar delujejo na dolžnosti in lahko pride do takih in drugačnih zapletov, in pa 175 000 slovenskih pripadnic in pripadnikov gasilerije, sistema za zaščite in reševanje, je trajno nezgodno zavarovano. Stroške in organizacije smo v skladu z dogovorom in kot plod dobrega sodelovanja z Gasilsko zvezo prevzeli na Ministrstvu za obrambo in ta zadeva je vkljukana in urejena prvič v zgodovini te države. Druga pomembna informacija, kdaj pa bo veljavna? Da, pogodba je zdaj podpisana, gre za 2-letno zavarovanje, ampak od zdaj naprej bo to stalnica, ki se obnavlja vsake 2 leti. Sistem zaščite in reševanja. Tudi s pomočjo evropskih sredstev smo kupili 40 vozil. V kompletu tega vozila so 4 kontejnerji, ki so prilagojeni, eni potresom, drugi požarom, tretji poplavam ali pa naravnih nesrečah, in na 25 poplavnih območij v Sloveniji bomo te vozila razdelili. Večina od njih, več kot 20, jih je že na terenu, služijo vsem. Zaščiti in reševanju, občinam, gasilskim društvom, tako poklicnim kot prostovoljnim. Eno tako vozilo skupaj s kontejnerji je vrednosti, odvisno od velikosti, od 700 000 evrov do 1 milijon. Vsa ta vozila so tam brezplačno. Tudi s pomočjo evropskih sredstev. Krepijo in pa rastejo poligoni za zaščito in reševanje, vzpostavljen je center za velike gozdne požare na Krasu. Ta trenutek delamo tudi v Pekrah, kar nekaj gasilskih poligonov. Recimo v mojem mandatu smo odprli v lanskem letu poligon v Zagorju. Letošnjo leto pride na vrsto Žužemberk. Delajo se tudi dodatne kapacitete v našem centru na Igu in tega je res veliko, ogromno. Je pa treba vedeti, da nas veliko dela še čaka. Izkoriščam pa priložnost, da se zahvalim vsem, ki so del tega sistema, za njihovo strokovnost, za njihovo požrtvovalnost in tudi prosti čas. In ker je začetek leta, vsem želim varno, pa seveda srečno, ponosno in pa slovensko leto. No, to pa je zelo lepo. Mislim, da bodo poslušalke in poslušalci zelo veseli. Kaj pa bi vas še vprašala glede, ko smo že ravno pri URSZR-ju in pri obveščanju javnosti, glede SI alarma, ki je bil lani, se pravi, testiran. Javnost je bila obveščena, da je to testiranje. So bile potem nekakšne komplikacije, ampak temu je testiranje namenjeno. Se bo to ponovilo? Da, na tem področju imamo vsaj 2 izziva. Kot ministru mi ni lahko, da klicni centri 112 še vedno na nek način v delu stavkajo. Sem pa vesel, da smo od več kot 10 njihovih zahtev veliko večino že izpolnili in želim si, da v februarju, v marcu dosežemo
stavkovni sporazum, s katerim bomo vsi zadovoljni in da bo v sistemu neka mirnost, stabilnost, zavzeto delo in pa spoštovanje. SI-alarm, drži, nikdar in nikoli ga še nismo imeli. O prvem testiranju, za katerega sem takoj dejal, da je bil uspešen, pa so se nekateri nad tem zgražali, češ kako je bil uspešen, če v določenem odstotku ni deloval. Seveda, ravno zato testiraš, da veš, kaj deluje in kaj ne deluje. Poglejte, vsako prvo soboto ob 12. prožimo klasične sirene. Že desetletja in desetletja in jih bomo še naprej, zato da preverjamo, če tehnika deluje. Kaj je šlo pri SI-alarmu narobe? Sporočila so do operaterjev z naše strani prišla pravočasno. Eden od večjih operaterjev jih do baznih postaj ni uspel spraviti pravočasno, ampak so po 3 urah pa pol napako in pa težavo odpravili in je malo pred 4. uro sistem deloval. In pa seveda, dajmo roko na srce, mobilnih telefonov, različnih tipov, različnih izvedb imamo, kolikor hočeš. Nekateri od njih niso bili, niso in tudi jutri ne bodo posodobljeni. Ampak to je moja osebna odločitev. Kdor se za to ne bo odločil, pač tega obvestila ne bo dobil. Računamo, da bo takih manjši del, tam nekje morbiti med 10 in 15%. Podobni so tudi rezultati iz tujine, recimo iz sosednje Avstrije, kjer ta sistem testirajo že dlje časa. Mi bomo ta sistem še dodatno testirali, ampak ne na nivoju cele države, ampak regijsko. Regijsko se pravi. In bomo preverjali delovanje že ta trenutek, pa seveda na podlagi testov, ki so vmes, vemo, da sistem deluje. Bilo je tudi vprašanje, recimo zadnje hujše slovensko neurje je bilo na Primorskem, v Brdih. Vesel sem, da se je zdaj zaključilo popisovanje in pa ocenjevanje škode. Škoda je velika, več kot 13 milijonov evrov na kmetijstvu, na premoženju, na infrastrukturi. Imamo dober sistem, kot država bomo tam hitro in pa učinkovito pomagali. Tam so nekateri sprašvali, zakaj nismo uporabili tega sistema. Uporaba tega sistema, uporaba lokalnega alarma je odločitev tistih, ki so tam in vodijo intervencijo. Odločili so se dobro, niso ga uporabili, zato ker je sistem civilne zaščite, gasilk in gasilcev razmere na terenu obvladoval. Če bo potreba, ga seveda uporabimo. Ljudje živimo v glavnem ne sami, v družinah, v različnih skupinah in če bodo 3/4 teh ljudi dobil ustrezno obvestilo, ustrezen signal, potem je za začetek to zagotovo spodbudno in pa dovolj. Tako. In se bo naprej delalo tudi v tej smeri. Zdaj smo že kar malo dolga, pa mogoče bi zaključila s tem, če imate morda kakšen komentar, kar se tiče trenutne politične slike. Namreč smo nekaj časa pred volitvami. Kaj menite o našem političnem prostoru, kako se razmerja prelivajo, se ne prelivajo? Kaj menite? V demokratičnih državah so volitve nekaj najbolj normalnega. Večkrat slišimo frazo, da so vsake volitve praznik demokracije. Pri nas pa smo se zadeve po covidu lotili malce drugače. Zadnje volitve, tiste aprila 2022, vsem niso bile povšeč, tudi izid ne, ampak volivke in volivci imajo vedno prav in mi v bistvu volilne kampanje
iz leta 22 nikdar in nikoli sploh nismo prekinili. Kako se je začel mandat? Mandat se je začel z vložitvijo več kot 30 zakonov, ki so jih vložili tisti, ki stvari, ki so jih predlagali v zakonodaji, niso bili v stanju sami rešiti. Potem imamo množico izrednih sej, množico interpelacij. Pa to ni normalno stanje. Poglejte Slovenijo, poglejte te džambote, za katere državljanke in državljani sploh ne vejo, ne kdo kaj oglašuje, ne kdo kaj sporoča, jih sploh ne razumejo. Glavno sporočilo je, zagotovo je nekaj narobe. Ne? In to ni povsem rekel v redu, kajti rabimo volitve, je čas za soočenje programov, je čas za različna mnenja, potem je pa treba pustiti mir, da se programi uresničijo in čez 4 leta jih spet ocenjujemo. Danes je praktično predzadnji mesec dela te vlade, ne? Ampak medijsko smo prebrali, da vlada razpada že poleti 22, da ne bo zdržala do konca in tako naprej. Ta koalicija je opravila svoje delo, se je soočila z izzivi socialne države, krepi javni sektor, reforma plač v javnem sektorju, pomemben dosežek tudi pokojninska reforma, inflacija je iz 10% v letu 2022, zdaj padla pod 3, gospodarski rezultati so odlični. Dobički slovenskih podjetij niso bili še nikoli tako visoki kot v letu 2025. Reforma zdravstvenega sistema. A smo se počutili vsi slabo ob tem, da zdravstvo, za katerega plačuješ vsak mesec, ob vsaki plači, potem, ko pa res nekaj potrebuješ, je bilo pa za veliko storitev, ne vse. Urgentna medicina je v Sloveniji na nivoju in na ravni, ki nam jo zavida ves razviti svet. Spoštovanje in hvala lepa. Ampak so določene stvari, za katere pa, če si bil v javnem delu, niso bile na razpolago, če si bil pa samoplačnik, si pa pri istem zdravniku storitev dobil še lahko popolne. Tu smo postavili ostro ločnico in to bomo krepili še naprej, tako kot tudi v šolstvu in še kje. Tudi poglejte, dolgotrajna oskrba ima izzive pri implementaciji. Ima. Zakaj? Ker to je nekaj, kar v 34 letih te države nismo še nikoli in ni nihče uredil. Zdaj smo naredili prve korake, odločne v pravo smer, treba je poskrbeti še za zadostno število ustrezno stimuliranega in pa nagrajenega kadra, potem bomo kot družba še bolj, rekel, spoštljivi do tistih, ki so nam to, kar uživamo danes, tudi zagotovili. Zagotovo je izzivov še veliko. Mislim, da je največji izziv slovenske politike, da smo vse skozi iščemo razlike, polariziramo, kje smo si različni, namesto da prekelj mi se lahko delimo, ločujemo na ideoloških temah, ne toliko v tistih za preteklost, kot za prihodnost, ampak zato, da smo pa socialna, varna, zdrava država, bi pa mogli biti vsi. Tako da pogrešam več enotnosti. Jaz sem prepričan, da bo v naslednjih letih in pa desetletju z umikom nekaterih starih miselnih vzorcev, razmislekov, obnašanj in navad prišlo do sprememb in da bodo sodelovanja med strankami različnih polov nekaj normalnega, dodana vrednost, ki vodi naprej, ne pa vir stalnih napetosti, delitev in pa prepirov.
Kako pa vi usklajujete vaše službeno in osebno življenje? Imate kakšne hobije, ki vas sprostijo ob vsem tem dogajanju, ne samo na Ministrstvu za obrambo, ampak tudi v politiki in tako naprej? Mislim, zdaj ste lepo zaokrožili vso dogajanje. Dobro, mogoče se še nisva lotila kakšnih tem, ampak morda kdaj naslednjič o drugih zadevah. Ampak kako usklajujete to, da pa vam uspe vse nekako to tekoče peljati? Tem za bodočnost bo zagotovo še veliko, ne? Ampak življenje ni praznik, je delovni dan, ne? In ko človek zori tudi zavedanje, da je cel kup stvari, ki jih bi bilo dobro v tem življenju še narediti zaradi skupnosti, zaradi družine, ne nazadnje tudi zaradi sebe, in zato se je potrebno dobro organizirati. Želel bi si tedna, ki bi imel 8 dni, in pa dneva, ki bi imel recimo 26 ur, takrat bi bilo marsikaj lažje, ampak tako kot je v redu in pa prav. Tako da večino dneva se preživi v službi, praktično vseh 7 dni na teden, sobota in nedelja sta namenjene obiskovanju številnih prireditev. Lahko je odločati, če vidiš, na številnih dogodkih, ki se odvijajo konec tedna, kako delujejo čudovita slovenska gasilska društva. Če vidiš in začutiš tako neposredno, kako deluje sistem zaščite in reševanja. Če vidiš na številnih prireditvah, kaj nas Slovence druži in povezuje. Tako da obveznosti je veliko, v službo odhajamo v temi, vračamo se s temo, ampak zadovoljen sem in pa ponosen na številne sodelavke in sodelavce, na sistem obrambe, tudi Slovenske vojske, ki je izjemno pozitivno in pa mirno sprejel zamenjavo načelnikov. Vesel sem, da smo dobili z gospodom Močnikom novega generalmajorja. Ja. To ni samo uspeh posameznika, družine, ki stoji za njim. To je velika odgovornost in pa uspeh sistema, in prepričan sem, da bo tako generalmajor Močnik kot pred njim general podpolkovnik Glavaš to delo opravil v dobro te države, brez dvoma. Obema se pa zahvaljujem za res iskreno sodelovanje. Hvala lepa. Imate morda še kakšno sporočilo za naše gledalke in gledalce, poslušalke in poslušalce? Sporočilo je predvsem, da moramo biti med sabo povezani, čim bolj enotni, da ni bistveno v življenju, ne, kateri politični opciji pripada, recimo tvoj sosed ali pa nekdo drug, da je ključno, da se zavemo, da smo vsi najprej in samo Slovenke, Slovenci, državljanke, državljani Slovenije in vse drugo. Kaj kdo voli, kam moli in kako ljubi, so pa stvari, ki ne morajo biti v prvem planu. Zato si želim predvsem miru, varnosti, stabilnosti in pa vse slovenske enotnosti. Gospod minister, najlepša hvala za vaš obisk in čas. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami, in ne pozabite, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.